Samo parne čašice odneseva in prideva na pšenično njivo, ki je med panjenim travnikom, pride kmet Vinko in škropi. K čebeli Adeli pa prileti Štrk Simon. Pozdravljena, Adela, si kar sama? Živjo, Simon, ne, Malta je rok takar nesla pašice v krpaj, malo se vrneta. Preletita preko njive z oljno repico in nekaj popašnjujeta. Kaj pa vama je? Nekaj me praska po grlu. Apčih, apčih, sta prašla Jana. Prej sta bila vse čisto v redu. Ja, prej je bilo še vse v redu z nama. Moj trebušček, kako me boli. Tudi mene boli. Se zvijeta in uležeta na tla. Čebela Adela zaskrbljeno poklekne k njima in jima masira trebušček. Simon se razgleda okoli in zagleda kmeta Vinka, ki škropi njivo, zasajeno z oljno repico. Mislim, da vem, zakaj vaj boli trebušček. Gre do kmeta. Kaj to delaš? Škropim, da ne boš skrbljivcev. Prej se omakni, da se ne zastrupiš. Zastrupim? Kako škodljivo je pa to škropivo? Je nevarno. Je nevarno tudi za čebele? Tudi. Zato moja prijateljica boli trebušček. In kihajo. Tako umreta. Žal mi je za tvoje prijateljice. Razmislil bom o tem. Simon se vrne nazaj k čebelicam in vpraša Adelo. Kako se njima? Hoče se počutita. Prinesla sem jim matice mleče, ki sem bila dovolj hitra, mislim, da se bota pozdravila. Kmet Vinko je obljubil, da bo premislil, kako bo drugače uničil škodljivce. Mislim, upam, da bo našel pametno rešitev. Ne bodi žalostna. Hvala si mi, ki si se potrudil za nas. Počasi bom se vrnil k moji ljubi Zari. Adijo. Adijo.